TV. Kids TV. Živjo otroci, danes sem pevsko razpoložena. Upam, da mi boste pomagali peti. Poznate tisto pesem o avtomobilu, kateremu se kolesa vrtijo in kateremu luči delajo žmig, žmig, žmig? Res poznate? Potem pa sploh ne bo problem, da skupaj zapojemo. Gremo! Kolesa na avtu se okrog vrti, okrog vrti, okrog vrti. Kolesa na avtu se okrog vrti, cel ljubi dan. Kako pa dela motor na avtu? A dela brum, brum, brum? Motor na avtu pa brum, brum, brum. Brum, 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 brum. Motor na avtu pa brum, brum, brum. Cel ljubi dan. Kako pa luči delajo na avtu? A delajo žmig, žmig, žmig? Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig. Žmig, žmig, žmig. Žmig, žmig, žmig. Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig. Cel ljubi dan. Kako pa trobi sirena? A dela bip, bip, bip? Sirena na avtu pa bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Sirena na avtu pa bip, bip, bip. Cel ljubi dan. Kaj pa okna? Okna grejo gor in dol. Drži? Okna na avtu pa gor in dol. Gor in dol. Gor in dol. Okna na avtu pa gor in dol. Cel ljubi dan. Kaj pa vrata? Vrata pa delajo lop, lop, lop. Vrata na avtu pa lop, lop, lop. Lop, lop, lop. Lop, lop, lop. Vrata na avtu pa lop, lop, lop. Cel ljubi dan. Kdo pa se pelje v avtu in joka? Dojenček? Ja, dojenček v avtu pa Dojenček v avtu pa cel ljubi dan. Kdo pa dojenčka potolaži? A ga mamica potolaži? Mamice pravijo pšt, pšt, pšt. Pšt, pšt, pšt. Pšt, pšt, pšt. Mamice pravijo pšt, pšt, pšt. Cel ljubi dan. Kdo pa šofira avto? A ga vozi oči? In kaj oči reče? Oči pa pravi, rad vaju imam, rad vaju imam, rad vaju imam. Oči pa pravi, rad vaju imam, cel ljubi dan. Danes se s kopnega selimo v morje, med najbolj prepoznavne morske živali. Začenjamo s sinjim kitom. Sinji kit, dolg je 30 metrov, tehta pa 160 ton, je največja žival na svetu. Morski konjiček je zelo koščena riba, svojo barvo prilagaja okolici. Rep ima zavit in z njim se oprijema na rastlinje v morju. Hobotnica, poznamo jih okoli 300 vrst. Ima 8 lovk in je izjemno gibčna. Morski pes, poznamo jih okoli 350 vrst, imajo izredno razvit voh, zelo dobro vidijo. Rakovica ima 5 parov hodilk, ima dobro razvite klešče, hodi po strani. Orka, največja je v družini delfinov, živi v vseh svetovnih oceanih. Morska zvezda, biva na morskem dnu, najdemo jo v vseh svetovnih oceanih. Meduza je na svetu že preko 650 milijonov let, kar pomeni, da je starejša od dinozavrov. Njena rast se nikoli ne ustavi. Delfin živi v vseh morjih sveta, poznamo 36 vrst. Sporazumevajo se z zvočnimi signali. Želva, na Zemlji je že od časa dinozavrov. Jajca, ki jih izleže želva, so velika kot žogica za namizni tenis. Riba napihovalka je zelo strupena,
Poznamo jih več kot 100 vrst. Ko se napihne, je do 3-krat večja. Koliko krasnih, posebnih in edinstvenih živali živi v morju. Sprašujem se, katera vam je najljubša, katera se vam zdi najbolj posebna. Katera? Riba napihovalka? A zato, ker se kar naenkrat napihne? Ne napihne se kar naenkrat, napihne se takrat, ko se ustraši. Mene ni strah, samo oponašam ribo napihovalko. Če se želite še družiti z nami, nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Danes se bomo naučili pesmico o sovi. Ampak preden zapojemo skupaj, bi vam rada povedala nekaj zelo zanimivega. Ste vedeli, da najmanjša sovica tehta samo 30 gramov? Veste, kako malo je to? To je toliko, kot tehta tale radirka. In veste, koliko je najmanjša sovica velika? 12 centimetrov in pol. To je tako kot tale kemični svinčnik. Mala sovica je res mečkana. In veste, da poznamo 200 različnih vrst sov. Zanimivo, kaj ne? Tudi meni se je tako zdelo. Zdaj pa gremo k pesmici. Ste pripravljeni? 1, 2, 3, gremo 5. Ena majhna sovica na drevesu je sedela, najbolj je uživala, kot rokom je pela. Zaukala je na ves glas, da slišala jo je cela vas. Otroci so prihiteli, da bi skupaj sovico peli. Dve majhni sovici na drevesu sta sedeli, najbolj sta uživali, kot rokom sta peli. Zaukali sta na ves glas, da slišala ju je cela vas. Otroci so prihiteli, da bi skupaj sovicama peli. Tri majhne sovice na drevesu so sedele, najbolj so uživale, kot rokom so pele. Zaukale so na ves glas, da slišala jih je cela vas. Otroci so prihiteli, da bi skupaj sovicami peli. Danes vas bom spoznala s prav posebno škatlo, z Abu škatlo. Abu je ime, pa veste, zakaj je Abu? Zato, ker Abu ne vemo, kaj se skriva notri. Dokler ne dvignem tegale pokrova, si lahko mislimo, da je noter karkoli. Kaj pa če je pošast? Si predstavljate, da bi bila noter pošast? Zdaj sem pa že jaz radovedna. Ne, ni pošast! Čisto brez veze me je skrbelo. Notri se skriva... Takoj vam povem. Notri se skriva med drugim... Moram se potruditi, da ga dobim ven. Krasen gasilski tovornjak rdeče barve. Kako pa, kakšne drugačne barve bi pa lahko bil kot pa rdeče. Rdeč gasilski tovornjak. Takole mu tuli sirena. Pa hidravlično lestev ima. Kako visoko se lahko dvigne in gre lahko čisto okrog, naokrog. Ampak zdi se mi, da temule gasilskemu tovornjaku nekaj manjka. Že veste, o čem govorim? Šofer mu manjka, kako pa, kdo pa vozi gasilski tovornjak? Mi boste pomagali? Kdo je šofer tega gasilskega tovornjaka? Kdo? Gasilec, seveda! A mislite, da je v škatli tudi gasilec? Bomo pogledali? Pa je res, veste? Tukaj je gospod gasilec. Gospod gasilec se bo usedel za volan in že je pripravljen na akcijo. Je res pripravljen na akcijo? Nekaj mu manjka. Gospod gasilec, s čim pa boš gasil požar? Jaz nikjer ne vidim gasilskih cevi.
Vi tudi ne, kaj ne? Kaj? Naj pogledam v škatlo? No pa bom. Ha, pa zares! In to 2 gasilski cevi. Ena na desno stran tovornjaka in druga na levo stran gasilskega tovornjaka. No, sedaj je gasilec res pripravljen na gasilsko akcijo. Če bi ga slučajno kdo poklical, bi vklopil sireno in odrvel na kraj nesreče. V škatli se skriva tudi krasna bela hiša z modrimi vrati, rdečo streho in tule je tudi travnik, ki gre takole pred hišo, rumena ograja, rumene rože, ampak vsaka hiša potrebuje lastnika. In tukaj vidim prav prikupno lastnico. Takole moramo ji dati ime. Kako ti bomo dali ime? Imate kakšen predlog? Kaj pa, če je Neva, recimo? Lahko je, ne? Gospa Neva. Tako, gospa Neva. Ampak gospa Neva nima težav, nikjer ne gori, da bi poklicala gasilce. Dajmo pogledati, ali gasilski tovornjak ima čisto vse, kar potrebuje. Se pravi, če zagori velik požar, sta tu 2 gasilski cevi, skozi kateri teče voda, potem gasilec prime in vse pogasi brez težav. Kaj pa, če se vname kakšen manjši ogenjček? A pa potem tudi potreboval take ogromne gasilske cevi? Ne, kaj ne? Potreboval bo gasilni aparat. In ja, tudi gasilni aparat je tukaj. Poglejte, gasilec, če pride do manjšega požara, prime gasilni aparat in pogasi. Kakorkoli, gasilec ima sedaj vso opremo, ki jo potrebuje, tako da če bo gospa Neva v težavah, bi lahko gasilec priskočil na pomoč. Pa v škatli se dejansko skriva en mali ogenjček. Pa takole zagorelo je na travi, čisto po naključju. Gospa Neva ne ve, kako je prišlo do požara, ampak gospa Neva je v skrbeh in kliče pomoč. Pomagajte, pomagajte, zagorelo je na mojem travniku, moje rožice, moja ograja, prosim, pomagajte. Hitro vzame telefon in pokliče 112. Gasilci, na mojem travniku je zagorelo, prosim, pohitite, moj travnik in rožice rešite. In že prihaja pogumni gasilec. Hitro vzame gasilni aparat. In že drvi na kraj nesreče. Gospa Neva, umaknite se na varno. Najprej poskrbi, da je gospa Neva na varnem, potem pa pogumno zakoraka na travnik in pogasi ogenj in tako reši Nevino ograjo in rože. Takole, gospa Neva, si oddahne, pogasili smo ogenj, rožice so cele, prav tako ograja. Drugič morate biti nekoliko bolj previdna. Hvala lepa, gasilec, res ne vem, kako se je zgodilo. Najlepša hvala za prijaznost, krasni ste. Gospa Neva se tako vrne varno domov, skozi modra vrata lepo stopi v dnevni prostor. Gasilec pospravi svoj gasilni aparat, se usede v svoj gasilski tovornjak in že odhaja na gasilsko postajo. Srečno! Če si srečen, brz dlanjo udari v dlan. Če si srečen, brz dlanjo udari v dlan. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, brz dlanjo udari v dlan. Če si srečen, tleskni s prsti razigran. Če si srečen, tleskni s prsti razigran. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, tleskni s prsti razigran. Če si srečen, po kolenih potokljaj. Če si srečen, po kolenih potokljaj. Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom. Če si srečen, po kolenih potokljaj. Če si srečen, glasno z nogo butni v tla. Če si srečen, glasno z nogo butni v tla.
Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen, glasno z nogo butni v tla. Če si srečen, na vas glas zavpi hura, hura! Če si srečen, na vas glas zavpi hura, hura! Če si srečen in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen, na vas glas zavpi hura, hura! Če si srečen, se ponovi še enkrat. Smo jo zapeli do konca? Če ste srečni, potem hitro pritisnite gumb subscribe in zvonček je poleg, tako se lahko še družimo na Timi Kids TV. Preden začnemo risati, vas moram vprašati. Imate papir? Imate. Imate tudi nekaj za risati? Barvice, voščenke, flomastre? Imate? Odlično. Tudi jaz imam papir in cel kup flomastrov. Imam pa tudi najboljšo prijateljico za risanje, knjigo Čiv čav. Danes nam bo pomagala narisati pikapolonico korak za korakom. V knjigici je sicer še veliko drugih živali, ampak jaz sem se odločila za pikapolonico, zato ker ta prinaša srečo in zato ker mi je res ljuba pesmica o njej. Jo poznate? Pika, poka, pikapolonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik, res nisem velika kot sosedov bik. Toda vsak, ki me pozna, res najraje me ima. Od pesmice pa nazaj k risanju. Moja pikapolonica bo rdeče barve. Pa začnimo pri napotku številka 1. Ravno črto moramo narisati. Če imate ravnilo, si z njim pomagajte, če ne se pa potrudite, da narišete čim bolj ravno črto. Nisem najbolj uspešna, ampak se trudim. Gremo na napotek številka 2. Naša pikapolonica bo dobila glavo. Pa ji narišemo en mali polkrog tule spredaj. Napotek številka 3 bo naši pikapolonici dal trup. Pa ji bomo narisali takole še en velik polkrog, takole zadaj. Naša pikapolonica bo spregledala. S čim gledamo? Z očmi, kaj ne? S čim pa jemo in pijemo? Z usti. Dajmo naši pikapolonici narisati oko pa usta. Takole en krog, ki ga pobarvamo, pa še en mali polkrog za usta. Krasno! Kako vam gre? Super, me veseli! Gremo naprej na napotek številka 5. Naša pikapolonica bo dobila tipalke. Tule zgoraj na glavi ji bomo narisali 2 nekoliko ukrivljeni črti. Zdaj pa je čas, da pikapolonica dobi pike. Jaz si bom narisala tule zgoraj en polkrog, pa ji bomo narisali en krog na moji levi strani, pa še en krog na moji levi strani, pa en krog na sredini, pa še en krog na moji desni, pa še en krog na moji desni. Tako, moja pikapolonica ima 1, 2, 3, 4, 5. 5 pik. Pikapolonici manjkajo le še nožice, da se bo lahko premikala po travi ali po listu. Pa ji bomo tule spredaj narisali 2 navpični črti in še tule zadaj 2 navpični črti. Tako, pikapolonico imamo narisano, dajmo ji samo še travo, po kateri se sprehaja. Jaz si bom izbrala za to zeleno barvo. Travo ji bomo narisali v polkrožni obliki. Pa jo imamo pikapolonico. Kar lahko še naredite doma, je, da jo pobarvate, tako kot to prikazujejo v knjigici. Se pravi, da ima rdeč plašček, črne pike, sivo glavo in zeleno travo. Za danes smo zaključili našo risbico. Če bi radi z nami še risali, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako lahko rišemo še in še na Timi Kids TV. Roke v boke.
Pa gremo najprej čisto počasi, da se skupaj naučimo pesmice. Zmenjeno? Levo roko dvigni v zrak, zakorakaj kot vojak. Desno roko pridruži ji, nad glavo zaploskaj. 1, 2, 3. Levo nogo daj naprej, na ves glas se zdaj zasmej. Ha, ha, ha. Desno nogo daj nazaj, razširi roke, poleti kakor zmaj. Vse še enkrat ponovi ti, če zabavno se ti zdi. Pa gremo še enkrat hitreje. Roke v boke. Levo roko dvigni v zrak, zakorakaj kot vojak. Desno roko pridruži ji, nad glavo zaploskaj. 1, 2, 3. Levo nogo daj naprej, na ves glas se zdaj zasmej. Ha, ha, ha. Desno nogo daj nazaj, razširi roke, poleti kakor zmaj. Vse še enkrat ponovi ti, če zabavno se ti zdi. Kvisko, malo tu, malo tam. Dober dan, otroci! Ste pripravljeni na novih 6 vprašanj? Seveda ste. Pa začnimo. Grozdje, češnje, hruška. Katero sadje je rdeče barve? Katero izmed 3 je rdeče barve? A že veste? Češnje so rdeče, seveda. Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši. V šolo tudi rada grem, vsako leto rajši. Le kdo ne mara okusnih češenj? Gremo naprej na drugo vprašanje. Kaj počne fant na sliki? Si umiva zobe, se oblači ali prepeva? Zobe si umiva, tako pa, če jih boste zjutraj in zvečer pridno umivali, si lahko zapojete pesmico Moji beli zobki, kakor sneg se svetijo. In že je tu tretje vprašanje. Maček, riba, želva. Katera žival izmed 3 na sliki mijavka? Mjau, mjau. Mucek mijavka. Ste vedeli, da maček nikoli ne pade na hrbet? To pa zato, ker se lahko v zraku zasučejo s hrbta na trebuh v manj kot 2 sekundah. Veste, kako je to hitro? 1, 2 in že je na nogah. Gasilski tovornjak, gasilni aparat, vodni hidrant. Katera stvar slik sodi med vozila? Je to gasilski tovornjak, gasilni aparat ali vodni hidrant? Gasilski tovornjak, seveda. Če potrebujemo pomoč gasilcev, pokličemo na številko 112, povemo, kdo smo in kje gori. In že so na poti možje v rdečem. Gremo na naslednje vprašanje. Dežni plašč, krilo ali pustni kostum? Kaj si oblečemo, ko zunaj dežuje? Dežni plašč, to pa je koristno oblačilo, kaj ne? Dežni plašč in škornji nas zaščitijo, da nismo čisto premočeni, obenem pa se lahko brezskrbno igramo na dežju, kaj ne? Gremo naprej. Metulj, limona in strašilo. Kdo oziroma kaj leti po zraku? Ste že kdaj videli limono leteti? Kaj pa strašilo? Metulj leti po zraku. Poznate tisto pesmico? Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil, kje si pa bil? Je medek pil, kaj ne? Kvisko, to je to.
ko bo Tim velik. Dobro jutro, mali. Dobro smo spali, kaj ne? Jaz sem pokonci že kar nekaj časa. S kavo sem glavo že davno zbistrila in veš, joj, Diana, si smešna, a spet sem te gledala, kako mirno spiš, kako smejiš se, ko sanjaš in se že stotič vate zaljubila. Vse bi storila in res vse bi dala, da bi le znala pokukati ti v sanje in dala bi tudi srce, da najlepše od njih uresničijo se. In potem se sprašujem, kaj bo to bitje, zlitje dveh naju, postalo nekoč? Vem, da čez noč zrasteš, odrasteš, odideš, postaneš nekdo, mi iz objema uideš. Tako je pač to. Ampak greva zdaj k stvari, preden tvoj stari zbudi se in podočnjake na ogled prinese, ker menda nič ne spi, ker vsega zbudi, ker njega skrbi in vse to. Moški, takole razmišljam. Če boš popotnik, rad boš hodil delat. Družbo, ko boš prišel v službo, kadar in kamor želel boš seveda, delali ti bodo pisani ljudje od vse povsod. In vse naokrog bo najlepša pisarna, včasih nevarna, a polna dobrot. Gore srebrne in globoki oceani, ognjene puščave in kanjoni prostrani. Cesta do mesta in poti do vasi, ves svet bo tvoj. Naš Tim res ve, kako se živi. In ko boš ogledal si vsa čuda tuja, poznal po imenih vse ljudi od Ptuja do Kotamanduja, morda spoznal boš modrost, ki menda res drži. Včasih, ko človek tava in išče, pozabi pogledat na domače dvorišče. Moram priznati, da bi bila kar vesela, če upati smela bi, da ti, moj dragi, v zdravnika odrasteš. Ker bi imela, iskreno povem, kar mirno vest, da vse bo v redu, ko se postaram čez 1000 let. Imam pa 3 želje. Prosim, imej vsaj ti lepo pisavo, ker res me nakuri, da na poti v lekarno razbijam si glavo, če me bo res v 1 uri od vsega hudega pobralo, ko berem recept. Bodi prijazen do majhnih ljudi, ker res me boli, ko jih vidim, kako jih oblivajo solze in strah, ko pikico morajo iz prstka dati. Ko bom bolana, ko vse bo bolelo, peklo in srbelo, ko se bo zdelo, da konec je, da je to za na odpad, da prideš takrat, me strokovno pregledaš in mirno pomiriš, mami ne skrbi, to je prehlad. Veš, kaj bi mi bilo všeč? Če bil bi Tim, ako bi profesor bil, takšne sorte, da bi učil življenje, da iskal bi bisere vseh in imel iskrice v očeh vedno, tudi v dneh, kadar so mlade glave od vse pameti zmedene. In da bi mulcem dovolil, da mislijo svojo glavo in šel na kavo z njimi kdaj. Da bi bil vzor, prijatelj in svetilnik, ko bi mlade duše tavale in tipale svet. In spet, da bi učil živeti. Če boš pa guru okusov, to mi boš kuhal, si te kar predstavljam s tisto kapo, kako čaraš omake, kako iz jedi vsake narediš mali čudež. Torte, rižote, stejke, rolade in kot imamo mame rade, 50 odtenkov čokolade. Simfonije na žlico in takšno potico, kot jo dela babi, še boljšo. In ko odpreš svojo restauracijo Cuisine à la Tim, ponosno bova stala prva pred vrati in težila čakajočim, veste, midva sva mami in ati. Če boš na kmetiji imel kraljestvo, upam, da imel boš konje. Tako so mi lepi in da hodila bom k tebi jezdit v naravo, zgradil jim boš tudi manežo ta pravo. No, in imej tudi kako kravo, da imeli bomo mleko, slastno, polno mastno, da vnukci moji bodo krasno rasli. Ljudje bodo rekli, to je ta Tim, k njemu se splača, on ima dobrote, da cedijo se sline, njegova je krača za 2 iz trgovine, domača solata in kakšen sir. Ja, Tim ima ta debel krompir. Vonj po bencinu, hormoni so v zraku, glasni vzkliki Grand Prix junaku. Zadnji krog, akcija, je napeto, gume se jočejo Timu na letu, kdo je najboljši, dokazal bo svetu. Bravo, moj mali, hitri in drzni, ali še bolje, hitri in zlati. Tako bom ponosna, še bolj pa ati, že zdaj se veslini in gostom se hvali, da bo naš Tim najhitrejši v družini.
kadar me bo skrbelo in spet bom težila in ti govorila, da bodi previden, čeprav si res dober. Sej vem, kaj vas modr boš rekel v zagovor. Mami ne skrbi, na beli sta cesti le 2 ovinka, levi in desni. Kar slišim, kako bučijo tribune, Tim, 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 in potem ti pritečeš v najlepšem dresu, v izklesanem telesu, pod roko imaš žogo in pravijo, da zlato nogo. In da imaš tak talent, da gledate je veselje, da mnogi poskušajo, a Tim le en je. Pa saj vsi vemo, nogomet je življenje. Vsako nedeljo namesto na lonce bom boben igrala, kričala, živčno sodniku nasvete dajala, o mami njegovi grdo govorila, no, le kadar bo res sila. Saj vem, da za damo se to ne spodobi, a ta mama ni dama, ko boj se vname, ko jo prevzame, ona postane čisto ta prava fuzbal mama. Je to ptica? Je to letalo? Ne, no, to sicer je letalo, ampak samo letati ne bi znalo. Kar je pomembno je, da za volanom, ne, to ima avto, za krmilom, s tem živali se krmi, pač tam v nebesih, v tisti kabini, med tistimi gumbi, ročicami in lučkami, vedno v top formi, v seksi uniformi, glavno besedo ima naš Tim. Kdo bi si mislil, ko bil si še mali, da s svojim letalom vse nas boš svoje peljal po zimi pogret se na Bali. Bi bilo že preveč, če še nekaj te prosim? A bi kdaj lahko, a veš, kot v filmu, kadar letiš preko naše hiše, visoko nad nami, na nebu izrisal srčka za mami? V soju luči pred milijoni oči, a čisto brez treme polni arene naš rok zvezdnik Tim. Obleke po meri kot personi pritiče, na odru kot bog, ki mu množica kliče. No, in seveda, kot se spodobi, vedno frizura po zadnji modi. V rokah pa seveda nič manj kot star Fender, tak, ki se sveti, ki zvok dozorel mu je z leti. Iz gole karizme skovani refreni, ne taki poceni, na prvo žogo, iz srca in ponosno, z vsebino. In zdaj, dragi Tim, trenutek resnice. Če enkrat deležen svetovne boš slave, obljubi, da glave ti to ne prevzame. Ker stvar je taka, da zgodovina je rekla, da zvezda presvetla čisto prehitro v utrinek se vname. A ja, in še to, ko sva ravno iskrena, boš kaj zardel, bodo potni kaj prsti, ko mami in ati bosta v prvi vrsti. Včasih že kar na glas fantaziram, čudna sem, to že vem, pač debatiram. Kako bi bilo in kaj bi storila, če bi super junaka povila? Tako po naključju, ne hodimo v detajle, gremo dalje. Pač imel bi moči, klišejske iz filmov, nikogar se bal, oklep, ki se sveti in pa seveda leteti bi znal. Zato da prijel bi me za roko in ponesel visoko v nebo, tako za zabavo, pa tudi takrat, kadar bi kam zamujala zelo. Lovil bi poredne, pomagal bi tistim, ki jim hudo je, rešil bi zmaja, ki ujel se v drevoje in vrnil ga deci. Najlepša hvala, stric, kako ti je ime? Je že v redu, kar super, Tim mi reci. To smo pač mame, brez drame ne gre, takšne smo vse. A kar res pomembno je, v karkoli že zrasteš, kamorkoli omahneš, naj te vodi srce. Veš, ko ljubiš nekoga še preden zaživi, vnaprej se stkejo nevidne vezi. Nevidne, a trdne, trdne in večne, večne, dokler kdo od naju živi. Vedno bo nekaj med mano in tabo, nekaj, kar pove se lahko le z objemom. In teh si želim, dragi moj Tim, vedno, vedno še več. To je pač mama mu všeč. In da še pomodrujem, modro modrost je malo že stara, malo postana, a vendar, no, sej veš, tista, velik je svet, a le ena je mama. Lahko noč mali, mami Diana. Kjer se meja med domišljijo in resničnostjo zabriše, o tebi junak ta pravljica piše. Zgodbe za velike in malo manj velike, med junaki ne delamo večje razlike. Še malo prej v pižami, zdaj že na zmaju jahaš, po divjih morjih pluješ in nagajivo staršem mahaš. To zmore prav vsak, si tudi ti tak. Postani zdaj z nami mali junak.
Kvisko, živali. 5 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Žirafa, ovca, zebra. Katera od 3 živali na sliki ima najdaljši vrat? Kaj mislite? Tako je, to je žirafa! Veste, žirafe živijo v Afriki, so najvišje med vsemi kopenskimi živalmi in tehtajo lahko do 2000 kilogramov. Želva, nosorog, los. Katera od 3 živali na sliki ima oklep? Le katera od 3? Odlično! Želva, seveda, želva ima oklep. Želve so na Zemlji že od časa dinozavrov, danes pa poznamo okoli 300 živečih vrst. Gremo na naslednje vprašanje. Opica, lev, ptič. Katera od 3 živali na sliki ima kljun? Kaj mislite? Prav ste ugotovili, to je ptič, ptič tukan. Najdemo jih po vsej Srednji in Južni Ameriki, vključno s Karibi. Večino časa se prehranjujejo s sadjem. No, pa gremo naprej. Ovca, opica, nosorog. Katera od 3 živali na sliki je najbolj spretna v skakanju po drevesih? Opica je najbolj spretna, ja seveda, odlično vam gre. Ste vedeli, da so šimpanzi, gorile, orangutani v telesni zgradbi in po razumu podobni nam, ljudem? Ste pripravljeni na naslednje vprašanje? Lev, žirafa, los. Katero žival od 3 na sliki imenujemo tudi kralj živali? Lev je pravilen odgovor! Lev je velika mačka. V dolžino lahko zraste do 2,5 metra. Tehta pa lahko tudi do 250 kilogramov. Kvisko, to je to. Živali Afrike. Slon je samo rastline. Z rilcem si nosi hrano v usta. Ima zelo rad vodo. Nosorog je samo rastline. Zelo dobro sliši in voha, vendar slabo vidi. Je zelo velik in težek. Lev ali kralj živali je velika mačka. Levi so edine mačke, ki živijo v skupinah. Kamela. Poznamo enogrbo in dvogrbo kamelo. V grbi shranjuje hranilne snovi v obliki maščobe. Povodni konj je rastlinojed. Večino dneva preživi na pol potopljen v vodi. Na dan poje do 40 kilogramov hrane. Zebra je kopitar iz družine konjev. Je rastlinojeda, rada se pase v družbi antilop, žiraf in nojev. Žirafa je najvišja med vsemi kopenskimi živalmi. Je zelo hitra, teče tudi do 50 km/h. Rada ima listje akacije. Danes smo se srečali z nekaj čudovitimi afriškimi živalmi. In če radi skupaj z nami odkrivate in spoznavate nove stvari, potem nikar ne pozabite stisniti gumba subscribe in zvončka poleg. Zeleni traktor in slon. V mali vasi, na mali kmetiji, sta se igrala, smejala, jedla in pila, spala, po vodi čofotala najboljša prijatelja zeleni traktor in slon. Vsak njun dan je bil poln dogodivščin. Te zanima, kako sta preživela sončno nedeljo? Zjutraj sta si zaželela igre z vodo. Zato sta odšla do bližnjega ribnika, v katerem plavajo ribe pod vodo in v katerem plavajo race na vodi. Ker zna plavati le slon, sta se znašla tako, da je ta z rilcem zajel vodo in škropil proti traktorju. Zeleni traktor je poskočil vsakič, ko je na kabini začutil kaplje vode.
Slon je bil zelo vztrajen, škropil je enkrat, dvakrat, trikrat. Škropil je toliko časa, dokler ga niso obkrožile ribe in race. Slonček, rade te imamo in rade se s tabo igramo, a če bo šlo tako naprej, bomo ostale brez vode. Za danes smo se ribe in race odločile, da dovolj imata, čas je, da se drugje igrata. Slon je še zadnjič poškropil, z velikimi ušesi pomahal v slovo in že sta zelenim traktorjem hitela naprej. Korak, 2, 3, nikamor se jima ne mudi. Pogled se jima ustavi na zeleni travi, kjer paseta se 2 kravi. Tudi slon je imel zelo rad travo. Rilček je potisnil pod ograjo in trgal deteljice. Traktor pa se je poskušal naučiti mukati. Mrum, mrum, se je trudil. Kravi sta se hihitali in ga z repom pobožali po zeleni glavi. Mu, mu, sta želeli pomagati, a zeleni traktor je obupal, strobljo zahupal in že sta slonom drvela naprej. Na levi strani, za ograjo, so ovce skakale. Slon jih je štel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zeleni traktor, mi jih pomagaš prešteti spet? Pa sta skupaj štela. 1, 2, 3, 4, 4. Ko traktor zakriči slonu: "Poglej, na kurniku se peteline šopiri." Njuna radovednost ne pozna meja. Že sta dalje korakala, vse do kurnika. V kurniku kokoši živijo, jajca valijo. Piščančki hitijo, da male črve ulovijo. Zeleni traktor se črvov boji, zato s slonom hitro h konjem odhiti. Konji mogočni, veliki, prhajo in rezgetajo, zmajujejo z glavo. Čez prepreke skačejo, v krogu galopirajo. Zeleni traktor in slon glasno vzdihujeta, jih skupaj občudujeta. Sonce pripeka, vroče jima je. Še kar ob ograji stojita, potem pa si igre s pujski zaželita. Slon se oglasi: "Zeleni traktor, veš, da se pujsi pred soncem zaščitijo tako, da se povaljajo v blatu?" Zeleni traktor navdušeno odgovori: Vem, pa ti veš, da se tako tudi shladijo?" Vem, igrivo odvrne slon, ki medtem, ko pogleda v nebo, zagleda balon. "Zeleni traktor, poglej gor! Balon, sonce, oblaki, ptice, neba kraljice." Vrum, vrum in stompa stomp, že sta pri svinjaku. Če z ograjo pogledata, se najprej sprenevedata, potem pa čaf, sta že s pujski v blatu. Skupaj se zakotalijo v levo in v desno. V blatu postaja nekoliko tesno, a vseeno, "Uibi!" kričita, se s pujski lovita. Kmet se ustavi ob leseni ograji. Izpod oči ga pogledata, se spet sprenevedata. "Kaj, midva, sva kaj narobe naredila?" Kmet se nasmiha, skozi nos sopiha. Slon se usede v traktorsko prikolico, nagajivo maha z repkom in gleda, kako spretno kmet vrti volan. Kmet ju odpelje do pipe s cevjo, kjer oba umije do čistega. Na nebo se je prikradla luna. Zvezdice svetijo, zeleni traktor in slon pa že zehata. Zabaven, poln doživeti dan je za njima. Čas je, da zapreta oči, si lahko noč zaželita in v trenutku zaspita. Abu škatla. Le kaj skriva Abu škatla danes v sebi? Vsakič znova si postavljamo enako vprašanje. Ja, če nas pa vsakič znova preseneti, kaj ne? Saj ne more biti drugače. Ampak danes ne bomo nič ugibali, kaj se skriva notri. Jaz bom kar pogumno odprla pokrov. Danes vam bom pa pokazala. Poglejte, cela zmešnjava je noter. Zdaj bomo pa morali skupaj ugotavljati, kljub vsemu, kaj pa je tole? Kaj pa bi lahko tole bilo? Je to lahko kakšna kača? Zgleda že tako dolga, ampak na tej strani nima glave. Pa na tej strani tudi nima glave. Kaj pa bi to lahko bilo po vaše? Odeja? Ne.
Šal! Dobra ideja, kdo je to rekel? Zelo dobra ideja. Ja, pa bo res šal, poglejte ga. O, mi pristoji tale roza barva. Všeč mi je. Gremo dalje? Dajmo. Tale zadeva ima cofek. Bi to lahko bila kapa? Kaj pa, če poskusim? Lahko bi bilo kapa. Milenčkova ušesa moram dati dol, takole. Pa da poskusim, če je tole... A bo kapa? Ja, res je, ja. Greje mi glavo, greje mi ušesa. Kapa je, vsekakor. Gremo dalje. Kaj pa je tole? Pa 200. 1. Kaj pa bi to lahko bilo? Zdaj vidim. 1, 2, 3, 4, 5 prstov ima, tako kot jih imamo na desni roki. 1, 2, 3, 4, 5 prstov, pa tale ima 1, 2, 3, 4, 5 prstov in na levi roki imam tudi 1, 2, 3, 4, 5 prstov. To pomeni, da so to rokavice. Rokavice nam grejejo. Noge nam grejejo. Ne noge, roke, seveda, roke nam grejejo rokavice. Takole jih damo na roke. Takole. Skoraj sem že opremljena za sneg. Lahko bom delala snežaka, lahko se bom sankala, pa smučala, pa še snežinke bom lahko delala, tako da bom ležala v snegu, pa sploh me ne bo zeblo. Kaj pa je to modro? Kaj bi pa tole lahko bilo? Ja, puloverček je, poglejte ga, topel puloverček. Wow, pa snežake ima. Poglejte ga, kakšen lep snežak. Bele barve je z črnim klobukom, z rdečim šalom, črna 2 gumbka ima, pa črni 2 očesi ima, pa 1 črna usta, pa 1 korenčkast rdeč nos. Puloverček, ja, to mi bo tudi prav prišlo za na sneg. Ampak, čakajte, kaj pa je tu neka žogica? Kaj pa z žogico delamo na snegu? A lovite? Ne hecam se, no ne bom vam metala, ker to sploh ni žogica, ampak... Počakajte. Kaj pa tu? Nogavičke, a sta 2 nogavički? Z obrazom medvedka? Poglejte. A nista prikupni nogavički? Toplo mi bo tudi v noge. Kaj pa je tole? Očitno si je Buškatla zamislila, da se bom šla sankat. Ampak jaz pa že nisem tako majhna, kako pa naj se usedem na take sanke? A ni smešna tale Buškatla? Kako naj se jaz usedem na te sanke? Saj so lepe rdeče barve z belo snežinko. Krasne so, nič ne rečem, ampak... Kaj? Kaj je Buškatla? Niso zame? Pravi, da niso zame. Za koga pa so? Moram pogledati, pravi noter. Spregledala sem ga skoraj. Za malega pingvinčka so. Ja, to bo pa šlo, ja. Mali pingvin se lahko sanka z malimi sankami. No, prav, pingvinček, jaz ti bom samo družbo delala. Zmenjeno? Vam je všeč pingvinček na malih sankah? Meni tudi. Si predstavljate, da se greva midva skupaj sankat? Jaz kot velikanka in mali pingvinček. Pazila bom nate, veš, nič ne skrbi. Vsi mi pazimo na manjše od nas, drži? Veliki otroci pazite na male otroke, mi veliki pazimo na vas male otroke in tako vsi pazimo na vse. Drži? Takole, zdaj sem v popolni zimski opravi in zdaj lahko gremo naprej. Jogali bomo skupaj. Kaj? Žogali? Ne bomo se žogali, jogali bomo skupaj. Kako ne veste? Ne veste, kaj to pomeni? A sem lahko iskrena? Jaz tudi nisem vedela, kaj joga pomeni in sem potem šla brdskat po spletu in sem našla same velike besede. In ker sem se bala, da vam jih ne bom znala pravilno povedati, sem si jih na listek napisala. Kam sem dala listek? Listek, evo ga. Se pravi, joga je naše delovanje, je način ravnanja s seboj, je dihanje, je koncentracija in telesni položaj. Mi kar v redu delujemo, kaj ne? Pa lepo ravnamo s sabo, pa tudi dihati znamo, skoncentrirani smo tudi, če je le treba
telesnih položajev pa se naučimo danes. Skupaj. Čas je za jogijsko pravljico. Pa kar dajmo roke na kolena, zaprimo oči, globoko vdihnemo in izdihnemo. Maja Podpečan, ki je tudi učiteljica joge, je za vse nas pripravila take ljubke jogijske kartice, s pomočjo katerih se danes naučimo 4 jogijske položaje. Najprej se spremenimo v čoln. Ta čoln bo plul po razburkanem morju. Ko se bomo želeli ohladiti, saj nam bo vroče zaradi sonca, bomo skočili v vodo in se spremenili v hitre morske pse. Ko se bomo utrudili, se bomo raztegnili kot zvezde, ki svetijo visoko, visoko na nebu. In za konec bomo utrujeni obležali na tleh z nam najljubšo igračo. Ste pripravljeni? Ste? Prisluhnimo navodilom za prvi jogijski položaj. Čoln. Na tla se usedemo s pokrčenimi nogami in se primemo pod koleni. Odpremo prsni koš, vzravnamo hrbet, z vzdihom iztegnemo roke in noge. Roke so vzporedne s tlemi in iztegnjene v smeri kolen. Za lažji položaj noge pokrčimo v kolenih. Aha, tako. Ok, mislim, da sem si zapomnila navodila. Gremo skupaj. Se pravi, pokrčimo kolena, zravnamo hrbet, odpremo prsni koš, roke damo vzporedno s tlemi in se dvignemo v položaj čolna. Pazite, da imate zravnan hrbet. Če imate dovolj moči, lahko noge tudi stegnete. Če ne gre, jih pokrčite. Zdaj pa zapojmo skupaj tisto o barčici. O čolničku ne poznam nobene pesmi, zato pojemo o barčici. Barčica po morju plava, drevesa se priklanjajo. Ole naprej, dokler je še vetra kaj. Meni je že zelo vroče, pa ne vem, ali zaradi sonca, ki pripeka, ali zaradi tega težkega jogijskega položaja. Pejmo se skladiti v morje, ampak najprej prisluhnimo navodilom za jogijski položaj številka 2. Morski pes. Uležemo se na trebuh, roke damo na hrbet in prepletemo prste. Z vzdihom dvignemo prsni koš in noge v zrak. Ste se že ulegli na trebuh? Odlično! Zdaj pa stegnemo noge, roke damo za hrbet, prepletemo prste in ko bomo vdihnili, istočasno dvignemo zgornji del telesa in noge. Ste pripravljeni? Ponovimo 3-krat. Vdih in izdih. Vdih in izdih. Še zadnjič. Vdih in izdih. Odlično! Veste, čeprav smo mi vajo počasi izvajali, so morski psi zelo hitri. Njihovo hitrost lahko primerjamo s hitrostjo športnega avtomobila. Jojo, tako zelo hitri so. In njihov vid je izredno oster. Njihov vonj ravno tako. Veste, beli morski psi lahko prilagodijo svoje oči tako, da zelo dobro vidijo tudi nad morsko gladino. Ja, res je. Včasih se vprašam, če beli morski psi kdaj opazujejo zvezde na nebu. Kaj mislite? Jih? Zvezda. Z nogami stojimo narazen. Teža je razporejena na obe stopali. Prsti na nogah in kolena gledajo naprej. Roke iztegnemo vsako v svojo smer. Se pravi, nogi narazen, stopala gledajo naprej, roka vsaka gre v svojo smer in se raztegnemo. Sveti, sveti zvezdica, ali res si iz zlata?
Tam visoko si doma, sredi širnega neba. Sveti, sveti zvezdica, ali res si iz zlata? Zdaj pa hitro po svojo najljubšo igračo. Počivalček. Uležemo se na hrbet, roke so ob telesu, dlani so obrnjene navzgor. Celo telo je sproščeno, zapremo oči in dihamo počasi. Ste že radovedni, zakaj sem vas poslala po vašo najljubšo igračo? Ste? Takoj vam razložim. Dajmo se najprej uležati na hrbet. Takole, ko ležite, dajte vašo igračo na trebušček. Ste? Krasno. Zdaj pa, ko bomo nadzorovano dihali, lahko opazujemo, kako se ob vsakem vdihu igrača dvigne v zrak in ko izdihnemo, se spusti dol. Zato ste jo potrebovali, ja? Zdaj pa roke ob telo, takole, pogled usmerimo k igrači, da bomo videli, da se res pomika gor in dol. Pa začnimo. 3 ponovitve. Prvič, vdihnemo. In izdihnemo. Gremo še enkrat. Vdih in izdih. Še zadnjič. Vdih in izdih. Odlično! Zdaj pa čas, dragi moji otroci, da se poslovimo. Če se želite z nami še družiti, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Tini Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnje.